O telefonskem nadzoru nad novinarji, komentar dneva, Peter Jančič. V Kazenskem zakoniku v Sloveniji so zanimive določbe o tem, da so lahko novinarji, ki objavijo uradne tajnosti, državne tajnosti ali vojaške tajnosti, kaznovani z zaporom. Zadnji primer, ko je bil novinar v zaporu zaradi tega, je bil še predno je nastala slovenska država, znan je kot JBTZ. Potem, še predno smo dobili novo ustavno ureditev, so bile te določbe umaknjene iz zakonodaje in nekaj časa objava državnih zaupnosti ni bila kazniva, ni mogel biti kaznovan novinar ali medij. Potem so pa v času gospoda Hermana Rigelnika te določbe vrnili v zakonodajo. To je bilo še v prejšnjem desetletju. Od takrat nikoli noben novinar ni bil kaznovan zaradi objave državnih zaupnosti. Vprašanje je, zakaj so te določbe vendarle v zakonu? Odgovor na to vprašanje je zelo preprost. V zakonu so si jih želeli preiskovalci in policija, da bi lahko preiskovali delo novinarjev, ugotavljali, od kod dobivajo zaupne podatke in jih, kar je druga plat medalje, onemogočali. Primerov, ko se je to dogajalo, da so ukrepali državni organi proti novinarjem, je bilo v prejšnjem desetletju zelo dosti. Preiskovali so novinarska stanovanja, tudi prostore uredništev in seveda preverjali njihove telefonske pogovore. Do velikega konflikta je prišlo, ko je gospod Tomaž Ranc sprožil postopek proti Dragu Kosu, ko je pač ugotovil, da policist ima izpiske njegovih telefonskih pogovorov in pokazalo se je, da povrh vsega celo brez privoljenja sodnika. Po dolgem sporu je sodišče odločilo, da pravzaprav država kljub tistim določbam, ki sem jih na začetku omenil, kaznivosti objave državnih skrivnosti, ne bi smela izvajati nadzora nad novinarji, zato ker gre v tem primeru za kazniva dejanja, ki niso tako huda, da bi to opravičevala po drugem zakonu. In zdelo se je, da smo na nek način s tem postali nekoliko bolj varni pred tem maltretiranjem. Ampak ta vtis je bil zelo varljiv in napačen. In mislim, da je lep del slovenskih novinarjev, pa tudi medijev, spregledal, da je politika leta 2004 spet spremenila zakon o kazenskem postopku z eno posebno določbo v 149b členu določila posebej nadzor elektronskih komunikacij. To zdaj niso več tiste klasične, ko gre za recimo pisma ali pa telefonski pogovor, gre za elektronske komunikacije. In za te nenadoma ne veljajo več tisti ostri pogoji. Praktično pa to pomeni, da lahko danes preiskovalci, kot se je pokazalo tudi zdaj z objavo v Dnevniku, ko je bil objavljena policijska ovadba, ki kaže, da so pridobili podatke o pogovorih gospoda Možine, telefonskih, ker so iskali, kdo je bil njegov vir, da lahko preiskovalci z lahkoto pridobijo podatke, s kom se je novinar pogovarjal po telefonu in da so jih najverjetneje tudi serijsko morali pridobivati. V vseh primerih, ko so pač novinarji raziskovali neko zaupno dogajanje in zato objavljali zaupnosti. In takih primerov je dosti. Podatki o tem, koliko novinarjev je bilo nadzorovanih, so trenutno povsem nedosegljivi. Mi jih skušamo dobiti, mislim, da bi temu morala vsa skupnost posvetiti pozornost. Pazite, če je nekaj kaznivo dejanje, ki je določeno v zakonu in uradno pregonljivo, kot je objava zaupnosti, in če zakon pač določa, da v tem primeru se naredi to, pa to so to verjetno tudi delali in so nadzorovali ne samo Možino, ampak najverjetneje, vsaj domnevam, če so enako ravnali v vseh primerih, novinarje vseh medijev. Tudi denimo gospoda Praprotnika, ki je to zgodbo odprl, pa še najbrž koga zdela, koga spopa. In to je zgodba, ki bi jo morali preveriti in tudi premisliti, ali je ta zakonodaja modra in dobra za skupnost. Se bojim, da vsaj kar se tiče svobode tiska, absolutno ni.